Pozdravljeni. Danes se bomo dotaknili izjemno kontroverznega vprašanja. Skušali bomo ugotoviti, ali je motor z notranjim izgorevanjem res preteklost in kakšna je povezava s Formulo 1. Najprej bi rad poudaril, da sam se tu ne bi rad šel nekih političnih agend ali ekološkega razmišljanja. Rad bi predstavil dejstva, ki so nekako na razpolago vsem nam navdušencem in prišli bomo do nekih zaključkov, ki morda niso takšni, kot so nam marsikdaj predstavljeni. Razumeti moramo, da Formula 1 je neposredno povezana z motorjem z notranjim izgorevanjem. Namreč, ukolikor bi kategorija uporabljala samo električni pogon, bi se ta imenovala Formula E. To je zapisano v pravilnikih in ne da se kar tako spremeniti, kajti marsikdo je prav te lastnosti registriral. In če smo malce bolj natančni, na začetku je bilo ogromno govora o tem, kako je Formula E kategorija prihodnosti, v katero se bodo združile vse preostale. In pravzaprav to so bile želje organizatorjev, da bi to elektrifikacijo dobro unovčili, kajti mislili so licenco Formule E dobesedno prodati bogati Formuli 1. A organizator prvenstva Formule 1 je začel s to preobrazbo in videli bomo, da so bili morda celo bolj uspešni kot pri Formuli E. A treba je poudariti, da danes svetovno prvenstvo Formule 1 kaže izjemno dobro formo. V bistvu ni težav z velikimi nagradami, tistih potencialnih prirediteljev je celo preveč. In tudi na tehnični strani se vidi ogromen interes svetovno pomembnih proizvajalcev avtomobilov, da bi vstopili v ta svet. Kot dobro vemo, leta 2026 stopi v veljavo nov tehnični pravilnik, ki se dotika pogonskih sklopov. In kar naenkrat imamo že v prvi sezoni kar 6 dobaviteljev pogonskih sklopov. Mercedes, Ferrari, Renault Alpine, Red Bull, ki bo deloval pod znamko Forda, Audi in seveda Honda. A videli bomo, kaj se bo zgodilo v prihodnosti. Meni osebno je pač zanimivo, da vsi ti proizvajalci vstopajo v to kategorijo, kljub temu, da pravzaprav leta 2035 ne bi smeli več prodajati osebnih avtomobilov z motorjem na notranje izgorevanje. Kar po svoje ni logično. Seveda, obstajajo izjeme, ukolikor bi imeli ogljično nevtralno gorivo. In prav to je tista pot, v katero se je nekako usmerila Formula 1. Že leta 2026 bodo ekipe imele takšno gorivo, ki se že razvija v tem trenutku. In zanimivo je, da naprimer v nižjih formulah, Formuli 3 in Formuli 2, je Aramco edini dobavitelj, ki počasi zvišuje ta delež goriv in dela raziskave, kako se novo sintetično ogljično nevtralno gorivo sploh obnaša. In tu je treba poudariti še neko zanimivost, ki jo marsikdaj spregledamo. V dokumentu, ki je uraden, lahko vidimo, da izpusti bolidov Formule 1 predstavljajo približno odstotek tistega, kar proizvede celoten cirkus Formule 1 v eni sezoni. Torej tudi prizadevanja Sebastiana Vettla, ki je svojo zbirko starih bolidov Formule 1 nekako preusmeril na ekološko sprejemljiva goriva,
ne doseže nekega velikega učinka. Večji učinek se lahko doseže s čisto bolj banalnimi potezami. S tem, da se, na primer, prilagodi koledar. V tem trenutku, ko snemam prispevek, smo tik pred veliko nagrado Kanade, kar pomeni, da bo cirkus Formule 1 z Evrope odšel v Severno Ameriko in se nato vrnil. A tudi drugi, bolj banalni prijemi so morda učinkoviti. Dobro je znano, da proga Red Bull Ringa je izjemno blizu progi Hungaroringa na Madžarskem. In seveda, če bi bili ti dve veliki nagradi ena z drugo, bi verjetno ekipe prepotovale manj kilometrov in tudi tako znižale izpuste. Dobro je znano, Formula 1 si je dala izjemno ambiciozen projekt, da bodo ogljično nevtralni do sezone 2030. Kako jim bo to uspelo, bomo seveda videli skupaj, ampak so na dobri poti in kar nekaj dobrih idej imajo. A morda se še kdo spomni tistega, kar smo videli na barvnih shemah takrat ekipe Honda, preden je postala Brown in nato Mercedes? Že takrat so Japonci začeli s tem naprednim razmišljanjem o okolju. A zgleda, da v tistem trenutku so bili rahlo prezgodnji. Danes bi lahko dejali, da so imeli res dobro vizijo, a kaj, ko jih takrat skorajda nihče ni razumel. A projekt Honde smo videli, da je propadel in da so se vrnili, da so zopet odšli, čeprav jih bomo zopet videli nazaj in seveda povprečni navdušenec pri teh odhodih, prihodih, idejah, projektih ostane zmeden. A tu moramo biti zopet malce kritični. Govorili smo o Formuli E, ki je propagirala prav to čistost same kategorije. Smo prepričani, da so oni, nas, navdušence, nekako prepričali v to, da kategorija kot taka ne proizvaja ogljičnega odtisa. Konec koncev investitorjev in publike ni. Letošnje prvenstvo ima 16 dirk na 11 lokacijah, torej v določenih mestih imajo 2 dirke. In če pogledamo, da se bo celotno svetovno prvenstvo zvrstilo v 11 mestih, je to točno polovica tistih, ki jih bo imelo letošnje prvenstvo Formule 1, kljub temu, da sta 2 veliki nagradi odpadli. Vidimo razliko, da je Formula 1 bistveno bolj popularna in zgleda tudi bistveno bolj prepričljiva. Ne samo na strani publike, ki množično prihaja na same proge, ampak tudi kar se tiče investitorjev in konstruktorjev. Zato se lahko začnemo upravičeno spraševati, je motor z notranjim izgorevanjem res preteklost ali se da s spremembo na primer na gorivu doseči več, kot nam nekateri govorijo. Če se Formula 1 trudi postati ekološko vzdržna, pomeni, da tudi osebni avtomobili bi lahko z lahkoto sledili tej smernici. In videli smo lahko, da Formula 1, hočeš nočeš, je postala tisto, kar bi morala biti Formula E. In za zaključek še neka zadeva, ki bo marsikoga presenetila. Da se zgoditi, da bo Formula 1 zaradi prej naštetih dejstev rešila usodo motorja z notranjim izgorevanjem. To lahko razberemo iz vsega tega, kar nekako prihaja v ozadju glede interesov, predvsem konstruktorjev in tudi petrokemične industrije, ki se pripravlja na ta prehod drugače, kot nam mnogi drugi, tudi strokovnjaki, govorijo. A gre za moje osebno videnje, za moje osebno razmišljanje.
Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.